Meni sta zelo všeč dva primera iz Avstralije. En je Super Cheap Autoklub. Ta program zvestobe temelji na tem, da res te člane nekako hočejo, za njih hočejo res neko ekskluzivno vrednost dati, ne? In že v osnovi imajo člani boljše cene, pač nižje cene, kakor ostali, pač obiskovalci, kakorkoli. Pa imajo pa še eno tako res super ugodnost in to je, da če ti nek produkt kupaš in se v 14 dneh od tvojega nakupa ta produkt znajde na razprodaji, se pravi, se mu zniža cena, potem ti vrnejo to razliko od polne cene, ki si jo ti plačal, da jo lahko izkoristiš pa pri naslednjih nakupih. No in to se mi zdi neka taka super varianta, zaradi tega, ker kadar se ti to zgodi, da ti nekaj kupaš, potem se pa to kmalu zniža, si ti tako, res sem slabo se odločil, ne. Se pač nisem mogel vedeti, ampak vseeno, koliko sem preplačal, ne. Če pa ti nekdo reče, ja, lej, zdaj smo znižali ta izdelek, zato ti teh 5 evrov vrnemo v obliki nekega dobropisa ali pa kukarko, si pa ti tako, res sem se dobro odločil, ne, še malo sem prišparil, ne, skorda z mojim nakupom, ne zares, ampak hkrati bo še enkrat šel tja, ne. Ja, in je to se mi zdi res tak dober način, da z nekim znižanjem v bistvu ne ustvariš neke slabe volje, ampak res neko pozitiven odnos z tem članom, ker tako bojo člani sigurno ostali in bojo čutili, da je vreden, da so noter, ne. Rekla si kaj, da prodajo rezervne dele za avtomobile? Ne, a veš, vse te stvari za avtomobile, ne vem, olja, tekočino, pač tako, opremo za avto ali pa. A verjetno se ti kdaj zgodi, da narediš še nakup mal, ker si ga mogel, ker je avto to zdaj rabo, tako da se že tako mogoče nisi najboljš počutil, tako če se nekaj tazga zgodi, valjda se boš k njim vrnil, ne, tako da to se mi zdi res hudo, ja. Pol drug primer je pa recimo Eat and Donate, to je pa en program zvestobe enega podjetja Relish. Oni so, se pravi, veriga restauracij z burgerji, nekako bolj zdravimi burgerji pravijo, ne. No, pri tem programu zvestobe mi je pa všeč to, da dve stvari v bistvu. Ena, da je zelo enostavna, ne. Eat and Donate, pač ti veš, ne, 8-krat boš kupil, 9 boš, nekaj boš z njem naredil, ga boš doniral očitno. Eat and Donate, ja. Ampak tudi eat. No, lahko pa tega 9 tudi sam pač izkoristiš, ne prisilita podjetje, da ga doniraš. Pač to je zelo enostavno, ni ono, veš, če dobiš toliko točk, pa imaš na voljo tako ugodnost ali pa mogoče tako, ali pa, velikokrat se programi zvestobe zataknejo o tem, da postane preveč kompleksno. Če moram ful razmišljati, se pravi, a je to bolj ugodno zame, koliko jaz dobim neke vrednosti, bom res zdaj razmišljala o vsem tem, 100 odločitev na dan moram sprejeti, tal mi je čist preveč, ne. Druga stvar pa temu programu zvestobe je pa to, da je res zelo povezan s tem višjim ciljem, ne. Recimo, pač Eat and Donate pomeni, da boš tega 9 doniral, zdaj komu boš doniral, oni imajo naveden na spletni strani, in tudi imajo naveden, koliko ljudi donira svoj 9. burger oziroma vrednost tega. In je to ful velik procent, zaradi tega, ker to ni nekaj, kar si ti zdaj izgubil, ampak si samo dobil in pol rade volje daš v dobrodelan namen in s tem se še ti dobro počutiš, ker itak, da rad pomagaš ljudem, Cool, ja, zdravi burgerji pa vsakega 9 doniraš. Ja, no, se pravi, zdravi burgerji, meni se zdijo čisto navadni burgerji, ampak mogoče je to v Avstraliji zdravi burgerji. Ok, Gorazd. Zih so za ananasom.